Pravkar smo dobili informacijo, da so pogajanja še v teku, da so trda. Predstavniki ŠOVA so, kot smo od njih, stalno jih menjam, kako jih ne bi, ko so bili sošolci. In pravzaprav se isti obrazi, ne vem, ali so tako podobni, ponavljajo. Pravkar smo izvedeli, da so trdi pogajalci, neizprosni, da so zato, da se uredijo razmere v naši državi. Kaj ste še rekli? Iz sobe so nagnali celo oba ministra. In to je to. Javim se vam, ko bom izvedel kaj novega. Na hodniku že vidimo dva ministra. Dva od treh ministrov sta že, dva od treh sogovornikov na današnjem sestanku sta že za nami. Tretji, ne boste verjeli, se dogovarja sam s seboj. Kakšna bo zgodba, ki jo bo povedal nam, medijem, ki smo, kot sem zvedel danes, od enega od naših komentatorjev, ki smo mrhovinari, sprašujemo stvari samo zato, da bi provocirali in nismo v službi javnosti, ampak lastnikov naših DD-jev, DO-jev, SP-jev, DNO-jev, koga še, kaj še imamo za ene družbe, KD-jev. In to je to. Upam, iskreno upam, da bomo dočakali predstavnike naše vlade, Tretje sile. dveh strank od 4 v vladi in podmladek, bodoči, morda funkcionar, mandatar na volitvah leta 2016, ki bo danes razložil, zakaj študentski protesti izgledajo tako, da 10 ljudi kuha golaž in kam gre 5,5 milijona evrov, ki ga šel v Ljubljani. To je institucija brez statusa, kar se v pravni državi ne dogaja. Kam gre ta denar? Vprašal ga bom, koliko plače ima posamezni minister ŠOVA v Ljubljani. Včasih, sej on, to so isti, s FDV-jem. S predsednikom, z novim predsednikom ŠOVA v Ljubljani sta skupaj hodila v šolo, na fakulteto za družbene vede, kjer baje ne poteka indoktrinacija, ne? Kjer ne učijo levičari. Vidite, pripravlja se prava revolucija, novinari so jezni, morda bomo danes dočakali trenutek, da bodo odkorakali z novinarske konference. To se že ni zgodilo. Kdaj se je nazadnje zgodilo, da je kdo šel z novinarske? Morda bomo dočakali dan, ko bomo imeli govornike brez novinarjev. Za trenutek sem celo pomislil, da bi Vest ostala tukaj kot edini medij. Kot se je zgodilo na LDS-u, ko sem se skoraj stepel s fotografom zaradi naše oranžno-rumene gobice. Ker nisem imel s seboj dolgega kabla. Kodak kabla se mu reče, baje tudi, ali nekako tako. Ime ima neke korporacije, ekološko osveščene korporacije. Da bi se priklopil na stvar, ki se reče linija. Linija je... Kako bi definiral linijo? Zveza. Linija ali zveza? Zveza. Zvočna zveza je povezava z osrednjim sistemom. Prek kabla se prenašata zvok in slika in ni, da ne boste pomislili, ponavljam, ni nobene možnosti, da bi se prisluškovalo ali da bi se ta slika zajemala kje drugje. Skratka, ko sem poskušal fotografu in snemalcu Info TV-ja pojasniti, zakaj moj mikrofon na mizi, mi je rekel, potem sem zvedel, da ga sploh ni motil mikrofon, pa daj dol vsaj gobico. Imam tudi posnetke, ki vam jih bom predvajal, če bom preživel to novinarsko konferenco. In to je to, ne? Ja. Ne mislim, nikoli nisem mislil, da sem pravi novinar. Niti nisem novinar, niti po izobrazbi, niti po duši. Vse, kar delam, počnem izključno za denar, ki pa ga na mojem mediju, tako kot na drugih medijih, ni prav veliko. Delam torej, podobno kot nekateri odvetniki, pro bono. Delam to za vas. Ne? In za državo, ki mi je bila še do volitev, ki sem si jih udeležil in to odkrito povem, volil socialne demokrate. Kaj sem že, kako sem že začel stavek? Država, ki mi je bila. Država, ki mi je bila do teh volitev pri srcu, vendar sem se že mesec kasneje, sam nisem pristaš 100 dni miru, tako kot naš dragi predsednik Borut Amon Ra Pahor. Pristaš tega, da bi se vladi dalo 100 dni, sploh v teh hudih kriznih časih, ko so vrste ljudi na Zavodu za zaposlovanje vse tako dolge, kot vrsta, ki se vije iz davčne uprave
če se postavite pred vhodna vrata, minuto čez 3. Tudi ta prispevek bomo kmalu objavili. Dragi gledalci, kako, kot v starih dobrih časih, ki se jih naši starši spominjajo z nostalgijo, minuto čez 3 vsi delavci davčne uprave, vsaj v Ljubljani, zapustijo v takem maršu stavbo, ki jim prinaša vsakdanji kruh, s katerim lahko nahranijo plod ljubezni med moškim in žensko. Mater smo zašli. Ne, sej maj, no. Bom se vrnil zdaj na začetek, tako kot Žižek, ne. Plod ljubezni moškega in ženske, ki nista bila spočeta v epruveti, da ne boste kaj mislili. In to je to.